To novodobno tehnološko orodje vojska ZDA in z njenimi zaveznicami v zvezi NATO že izkorišča za nekonvencionalno vojskovanje. Novodobna vojna na nenavadne, nekonvencionalne načine poteka po celem svetu, le zaznano je ne. Posodobljena Teslina tehnologija elektromagnetnega in frekvenčnega valovanja je uradno v ZDA v uporabi z namenom raziskovanja zemeljske ionosfere od leta 1974 z imenom HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program. S tem orodjem, lahko bi rekli tudi orožjem, vplivajo na vreme, povzročajo potrese, cunamije, sprožajo ognjenike. Kitajska na olimpijskih igrah v Pekingu oprala ozračje smoga in trdih prašnih delcev z dežjem sproženim s tako napravo. Prej smo rekli tudi, Rusi so se hvalili, da so letos lani olimpijski speljali s pomočjo tega. To so orožja, ki so lahko pogubna za vse življenje, ne samo ljudi. Kakšno grožnjo pomenijo človeštvu, vse vemo, da s tem orodjem za masovno kontrolo lahko vplivajo na počutje in zdravje. Koncept vojn se menja, so pravite, zato je isto obdobje prejšnjega stoletja, ki so bila prva in druga svetovna vojna, pa še en cajt kasneje, te množične vojne, smo lahko sprejeli, da so se dosti hitro ukinili ta poklicni sistem armad, ki so bili vsi mladi moški obvezniki, in se je prišlo na profesionalne armade. In zdaj imamo še en korak naprej. Torej, najprej plačani vojaki, potem pa privatni vojaki. Privatni vojski. Pa to mislite, da je naredil puč v Libiji, ali pa Blackwater v Iraku, ali pa v Siriji zdaj. Vsi ti, ki začejo razgrajati na nekih ulicah posebnega demonstracije proti nekemu režimu, to so plačnici. To je privatni. To je privatni korporat, to je nekaj korporacija, pa nekaj, ali pa tudi v tem primeru ameriška država je dobesedno prepustila iraško deželo privatnim vojaškim organizacijam, ki delajo kar jim paše, ki so brez kontrole. Torej vidimo, da se potem jasno kot iz tega ven razvije čisto drug koncept sveta. Torej imamo rušenje nekega reda, kakršnokoli že bil, ki je bil kao prej stabiliziran z nekimi diktatorji, kot je bil Gaddafi, pa Saddam Hussein, pa Assad in tako naprej. Zdaj bomo te diktatorje odstranili in bomo postavili demokracijo. Te plačane milice, ki so vdrle not in destabilizirale državo, so res odstranili teh diktatorjev. Ampak jaz sem naredila totalno kaos in anarhijo, ker je pa cilj, da se do naravnih verov da se destabilizira državo in se potem ljudje med sabo sami pobijajo, oni pa lahko pridajo na najcenejši način do recimo te primer nafte. Torej vidimo, da ni treba za armado not, ker to košta. Tudi to je redukcija stroškov, kleščenje, zategovanje pasov. Pošljaš ti plačane razgrajače not, v državo te glasujejo, potem pa pride korporacije, poberejo dragulje neke države in privatizirajo. To je za nova vojna. Tako da tukaj vidimo, da se čist drugi scenarij dogaja, kot se mi predstavljamo. In to orožje, v katerem sem naprej rekla, to je v bistvu samo neka pomoč oziroma neko ozadje, pozadina so rekli. Ne, to je v bistvu, to je del strategije, da se pravimo, če ni več frontalne vojne, kot je bila klasična vojna, če ni več, recimo, tudi armada več iz zraka ne gre dol, to se je zgodilo že, ko bi napad na Srbijo, oziroma takrat na Jugoslavijo, ko je CIA ocenila, da bi ameriška vojska preveč tvegala, če bi se spustili na tla, pa še se soočili z novimi Srbi polnimi Irakije, kao so takrat dobesedno CIA obveščevalci govorili in pisali tako, sem nekaj prevedel malo drugače. So ocenili, da bolj varno za bolni raketirati. In tudi zdaj vidimo, da od Srbije naprej, torej od tistega časa naprej, je Amerika samo še iz zraka napadala. Praktično ni več vojske na tleh. In šele, ko so razbili, so prišli s klasičnim, v bistvu, s klasično vojsko. To ni bila njihova prva vojska, tudi privat vojska. Vse privat. Tudi privat, zapori so. Ja. Pač ta proces privatizacije.
Zdaj, s tem orodjem, ki sva rekla, orožjem, spravljajo in pa s temi načini spravljajo državo na kolena, a s tem lahko rečemo, da so to sredstva za izsiljevanje, za učenje neposlušnih? Ma niti ne, to je v bistvu ta udar je lahko več plastni, ne. Mi imamo lahko vidi biološko vojno, ne. Recimo primer, ko sem ga že večkrat povedal, primer, kako so naselili koruznega hrošča, ne, torej kao škodljivca, ki bo uničil evropsko koruzo, ne. Zato bi lahko presedali potem. Pred leti sem ugotovil, da so sprejeli, kaj ta koruzni hrošč je fenomen, ne, kaj nekaj to ogroža slovensko koruzo. Sem ugotovil, da se v 4-5 mesecih pojavil v okolici vseh letališč na Balkanu. Samo letališč in samo na Balkanu. Sofija, Beograd, Skopje, Titograd, Zagreb, Sarajevo, Bukarešta, Budimpešta. Sprav določeni cilj. Škodljivc okrog aerodromov, hrošč velik nekaj milimetrov, sigurno ni priletel Atlantika, ni šans. Tudi vetrovi niso znesli, ni šans, da je bil zanesen. Sploh pa ne. In tudi ni kot slepi potnik na avionu pripotval, ker je nemogoče. In ne bi bil rešenjen samo na določenih področjih. To ne bi bil razrešen. In zanimivo. V tistem času je Bayer patentiral neonikotinske insekticide. Ni zanimivo. Zanimivo, ja. In potem, kaj se je zgodilo, potem pa kar nekaj halo efekt po medijih, prihaja koruzni hrošč pri teperici iz Amerike, ki bo uničil naše koruzne njive in se je začel množično škropljenje koruze z neonikotinskimi struki od Bayerja. Lepo vas prosim, to je čista povezava, to je biološka vojna. Ti daš nekaj škodljivca in potem prodaš strup. Isto so recimo enigma, ki ni enigma, kako je prišel koloradski hrošč v Evropo. Tudi tam povzročajo velike težave in po vojni, drugi. To je ameriško biološko orožje, pa angliško, ko so ga pretavali na Nemčijo, s ciljem, da unič nemški krompir, ki je bil osnova nemške prehrane. To je že leta 1939, ko je bil nacizem že v agresiji, so posipali veliko oplejene samice koloradskega hrošča nad Nemčijo. Zdaj, če se vrnemo nazaj na ta orožja, vojna poteka na večjih frontah. Sva rekla, z različnimi sredstvi, na finančno bo tudi mogoče šla mečko kasneje. Zdaj, bi lahko povezali letošnji žled v Sloveniji z eno vrsto teh sredstev in kasnejše poplave tudi v Bosni, Hrvaški, Srbiji? No, jaz mislim, če mene vprašaš, res ne. Zato se mi zdi, da slučajno se sprejel tiste podatke meteorološke preden žled eksplodira. Torej, stane je bilo maksimalno odgovorno za žled. Od koga je treba, da žled stane. Mi smo ga imeli vsakih 100 let v ogromnem posegu. No, klasična področja žleda je itak vemo, to so brkini, pa ta notranski kras. Veter vedno žled problem, od Logaca dol, v Stoni. To, da je bil takem orjaškem strahotnem obsegu, so da res izjemne meteorološke, da nič ne zagovarja razmere. To, da je bilo idealno vse, da se do tega pride. Tako da jaz tudi pri človeškem želju dvom, če je bila ta intervencija. Pa se ti mogoče? Sej, spustimo to možnost, jaz bi le malo naprej razvil še. Sem pa po pogovoru z gozdarji, prej koliko smo še večkrat pogovarjali o žledu, se mi oni večkrat rekli, da je Slovenija pa celo zgodovina velike države žledom, ravno v teh pokrajinah, kjer je žled vedno prisoten. Pa vseeno je bil ta žled vedno omejen na manjšo površino, na določeno območje in pa ni bil prisoten toliko dolg časa. Zdaj, kar mene rečemo zanima, je tukaj to, da je bil izključno okoli Postojne najhujši, da se je tam že zadrževal 3 dni, da je bila slučajno v teh območjih, v teh trenutkih takrat vojaška vaja. Da smo ravno pred tem, je naša vojska inštalirala drugi tak radar, visokofrekvenčni, ki je hard tehnologija, pa se mi zdi, da je vsem preveč nekih naključij,
da bi lahko rekli, da je to zgolj samo naključje, ampak bi lahko rekli, da je dejansko bilo to naključ. Po mnogih, tudi po civilni inicijativi se je takrat delala tudi vzorčenje žledu na lastne stroške, snega. Rezultati so presenetljivi. Ravno v tem žledu in v tem snegu je ogromno teh, ki smo že prej omenila, barjevih, aluminijevih oksidov, živega srebra, izotopov radioaktivnih in vsega tega. Zdaj na vse se testov ni izvajali. Ravno tako so pričevali ljudi, ki so ta sneg nabirali, to so ljudje, ki so stalno v planinah in sneg poznajo že na vtip. So ga kuhali v čaj. Sem videl veliko teh prispevkov, ki so se bili dosegljivi na YouTube, ne moram reči. In tudi ljudje so me zasipali s temi pismi. Jaz sem takoj, je bilo še možno vse narediti. Sem za Božja voljo, če imate voljo, dajte vzeti vzorce, ampak po protokolu. Ne tako, ko so Maribor, kar z eno kantico zajel, ti sneg pa niso v laboratoriji. Jaz sem te zbrati bolj ne veljajo. Torej, morali bi čas je bil. In ne vem, zakaj tega ne bi naredil. Ampak ljudje so vseeno videli ta sneg. Ljudje, ki sneg prekuhavajo v vodo, so videli ta sneg in so dejansko bili zgroženi in tega snega na koncu niso mogli zakuhati v čaj, ampak so ga dejansko vrgli v gelasti obliki zelene, oranžne barve troč. In se mi zdi, da so le neki indici, da bi lahko bilo nekaj tehnološkega zadaj. Ti si zanikal, da je nemogoče. Jaz sem sam rekel, da imamo občutek, da se mi zdi, da verjetno pa ni nujno, da je bilo. Je pa dejstvo, da kot so že govorili o teh posegih, da tukaj je dvojna igra oblasti, ali pusti ljudi v tesnobi, v dvomih, da je to tudi manipulacija. Če bi bila oblast čista v tem smislu, da bi hotela imeti odnos z državljani, ki je čist, ki je korekten, ki je dobesedno državotvorno, potem bomo tako vzorce dali neodvisni institucije, pa rekli, poglejte. Ne pa prelagati odgovornosti. Pustiti, da so ljudje v tesnobi. Hotel sem opisati v bistvu to samo z nadaljevanje, rečemo, s takimi pojavi. Oni lahko ogrožajo in ogrozijo finančno stabilnost države. Države ob takih pojavih potrebujejo kapital za sanacijo, kar pa mnogokrat pomeni manj investicij in nove kredite. Kako to vpliva na to finančno stabilnost države? Ja, seveda vpliva. Jaz sem omenila že, da je služenje denarja z nesrečami, in če so te nesreče velikega obsega, lahko državo normalno finančno destabilizirajo. Posebej zdaj, ko živimo v svetu dolga, kajti to je vojna. Tako, finančna vojna. Se ni treba, da ti državi pošleš vojno letalstvo, da jo raketiraš, pa da tanke pošleš. No, vse najceneje varianta je finančno uničiti. Finančna destabilizacija in... Kaj pa rabaš za finančno uničenje? Neka agencija, ki daje ocene, da recimo slabšo oceno državi, si obresti dvigne na kredite. Potem da še slabšo oceno, greš spet obresti gor. In tako naprej. Skratka, denar pa nekaj postane izjemno drag za državo. In ker danes so vse normalne države zadolžene, ni države, ki ne bi zadolžene. To je bajka, ker mi živimo v civilizaciji dolga. Se s tem, kot te bonitetne agencije, to so glavni motori silevanja in uničevanja držav. One naredijo slabo oceno, pa ni tišta, samo napiše dve številke nižji, država je v polomiji, ker ne mora več dobiti na cen denarja. Je pa primorana? Je pa primorana, da se misira obresti, kakšna je glavnica za nazaj. In to je prvi korak. Drugi korak, da ti leti trojka. Potem kao, zdaj pa država ne more plačevati, že imaš že države, trojka leti in zapove privatizacijo, odpuščanje,
fleksibilizacijo delovne sile, totalno privatizacijo državnega javnega skupnega dobra, torej fleksibilizacijo delovne sile in zaradi odtegovanja pasov. Kleščine in tako naprej. In država je na kolenih, zgubi suverenost, potem pridejo prisilni upravitelji od zunaj, ki se imenuje tehnična vlada, to je diktatura, to je totalitarizem. Če meni kdo govoril, da sem živel v takratni Jugoslaviji v totalitarizmu, skuža, kaj danes ga ni. Takrat smo saj vedeli. Takrat je bilo enoumje, danes je pa brezumje. Brezumje, tako. Ste bo tako pravi, ne? In to brezumje lahko z številkami ti država pokopljaš. Jaz se spomnim, da so prišli torej v naše banke, veliki tuji revizori in ugotavljali, koliko so sploh naše banke dolžne. In takrat so neki ugledni ekonomisti naši, ki ne bi imeli kakšne podatke, vse približno ali ocene, ja, ti nekje od 2,5 do morda pa 6,5 milijard evrov. Čakajte malo, ne mora biti faktor 3. Mislim, zelo. Kaj to pomeni? Da tisti, ki so prišli, kjerokoli cifra bi napisali, kdo pa še števo v stanje, napisali bi neko številko, ki je bila v skladu z tujo politiko, kako recimo se mi nasprotno koleno. To, kaj napisali so 4,5 milijarde, se mi zdi. Lahko bi napisali 5, lahko bi napisali 6. In v tega je bilo napisano vsega celega naroda. To je totalitarizm, to je v bistvu vojna z dolgom. Tako, in govoriva ravno o tem naslednjem vprašanju, ki smo že povedali, da to je neke vrste finančna vojna. Kar je. In te finančne vojne so tudi že na več načinov že opisala in pa izčrpavanje v bistvu držav. Zato šel kar naprej. Je to novodobni kolonializem in kdo profitira od tega? Profitirajo kolonisti in to je kolonializem. Mednarodni trgovinski sporazumi, kot so TISA, TTIP, CETA, potihoma ogrožajo suverenost držav in ljudi s prikritimi teksti, ki dajejo možnost ogromnih odškodnin multinacionalkam, vkolikor bi bil njihov dobiček le ogrožen zaradi spreminjanja nacionalnih zakonov. Kaj to pomeni za suverenost držav in ljudi? Ne, mislim, da se moramo držati načela, kot smo uspeli proti privatizaciji vode in privatizaciji semen, tudi v primeru TISE, z vseevropskim odporom Evropejcev, potem se Bruselj ustavi, kajti pri vodi bo dovolj dobre 2 milijona podpisov in je Bruselj umaknil, pri semenih tudi digitalizga. Torej, za TISO bo bistveno več, kajti ta evropski človek se prebuja in gotovo, da je po skupinskem odporu preko menem odporu močnejši. Tako da mislim, da treba gre samo za odpor. Dejstvo pa je, da bo tak pritisk vedno hujši, kajti profita mera pada. In kapital v isku še ni še kaj pokasira. In vedno bolj bo okupan. Ja. In vedno večjo represijo bo vzgajno. No, to pomeni, da ko svet crkuje, maha z repom. Vedno bolj brca. Maha z repom, te zadnje smrtni udarci so z repom. Mi imamo pa zdaj dovolj časa, da se organiziramo in počakamo, da zver crkve do konca. Se pravi, to so neke vrste spet napadi, neke vrste... Mi smo v vojni. Mi smo v vojni in se moramo obnašati kot napadeni, torej imamo vso pravico uporabljati sredstva za obrambo. Zdaj pa pustiva vojne, da ne bomo toliko dramatični. Kako lahko poskrbimo za lastno varnost? Je to vrčevanje na bankah, v zlatu, v nepremičninah? Je to lahko kmetija, znanje za lastno pridelavo hrane in samooskrbo? Dajmo pogledati, kaj še lahko rab za preživetje. Jaz sem prej govoril o nazaj ustrajanju za lokalne socialne mreže. Denar, ki kroži, je nevredni papir. To ni več denar, ne imam podlage več. Tisto, kar je vredno, je zemlja. In ljudje, ki živijo na zemlji, te bodo preživeli. Zato vsakem priporočam, da se kupo zemlja nek ljudi, ali znam, da se kupele kupi. Mene je bilo grozno, ko sem slišal
v času krize je bilo 2008 neko radijsko postajo, pa neka gospa izjavila vprašanje novinarke, lašli pa že ne bomo pa Nigo prodali. To je ta bizarnost, pa norost potrošništva, torej imaš zemlja, ne bom prodala, da bom šel lahko v market kupiti, da se stvar obraža. In bom samo v podporo tej tezi povedal, da največji kupec trenutno zemlje na svetu so velike korporacije. Med temi je recimo Hyundai korejski, ima že površino njiv v površini Nemčije. V raznih koncih sveta kupljene. Torej velike korporacije ne vlagajo več samo na borze, ampak kupujejo zemljo. Sprav se zavedajo? Seveda. Se zavedajo tega, kaj je v prihodnosti? Nadzor nad zemljo bo postal ključna moč v svetu in mi v Sloveniji imamo še to srečo, da so nekaj razdalje, da še te zemlje, da jih na meji še ostane lahko prezimimo gor. Denarja se ne da jesti, in ko bo šla kriza, tudi kraja ne bo v marketih. Tako da jaz predlagam, da tudi te markete spremenijo rastlinjake čim prej.